Ta posnetek je namenjen monopolistu. V tem primeru so skupni dohodki določeni s ceno krat količino, povprečni dohodki s povprečno ceno, mejni dohodek pa je dohodek za dodatno enoto proizvoda. V čisti konkurenci je cena konstantna, se pravi, mejni dohodki so enaki povprečnim dohodkom, so enaki ceni, v monopolu pa imamo situacijo malenkost drugačno. Torej, imamo padajočo krivuljo povpraševanja, ki je definirana z mejno koristnostjo, pod njo je krivulja mejnih dohodkov. V primeru monopola pride do alokacijske neučinkovitosti, se je v bistvu absolutna elastičnost večja od nič, kar pomeni, da so glede na formule določene v prejšnjih posnetkih, mejni dohodki nižji od cene, kar pomeni, da pride do alokacijske neučinkovitosti. Zdaj, če zapišemo vse skupaj še s formulo, se pravi, sprememba dohodka je, se pravi, sprememba količine krat cena minus sprememba cene krat količina minus sprememba količine krat sprememba cene, se pravi, tukaj D označuje odvode. Zadnji del enačbe je tako majhen, da je približno enak nič, kar pomeni, da lahko mejne dohodke, se pravi odvod dohodka skozi odvod količine, zapišemo na sledeč način in pokrajšamo člene, ki so odveč. Se pravi, tukaj gre samo za to, da v bistvu pod celoten ta izraz napišemo še odvod količine. Pridemo do sledeče enačbe, v kateri ponovno pridemo do elastičnosti, v tem primeru ne elastičnosti ponudbe, kot smo jo videli v monopsonu, ampak do elastičnosti povpraševanja. Ukolikor se ta elastičnost približuje neskončnosti, so mejni dohodki enaki ceni in imamo tržno stanje čiste konkurence. Ker pa smo v monopolu, je absolutna elastičnost večja od nič, kar pomeni, da so mejni dohodki v bistvu manjši od cene. Zdaj, grafično lahko to prikažemo na podoben način. Spet so pogoji za maksimizacijo, da je čisti dohodek maksimalen, mejni čisti dohodek je enak nič, MD pa je enak nabavni ceni, mejni dohodek je enak mejnemu izdatku. Na grafu v bistvu to prikažemo spet tako, da imamo tukaj, kot smo že pokazali in razložili v posnetku za monopson. Tukaj se ne bomo toliko ukvarjali z razlago, ker je v bistvu samo obrnjena glede na posnetek o monopsonu. Torej, kot rečeno, določimo, se pravi, presečišče mejnih dohodkov z mejnimi izdatki, najdemo Cournoyevo točko na krivulji povpraševanja, določimo ceno prodaje, cena nabave je določena z to, se pravi, točko na krivulji ponudbe in celoten ta količina krat razlika v ceni, ta celoten del, to celotno ploščino predstavlja čisti dobiček monopolista. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da ste pogledali ta posnetek. Če vam je bil všeč, ga všečkajte, naročite se na naš kanal, da dobivate obvestila o naših novih objavah in se vidimo v naslednjih posnetkih. Hvala in nasvidenje.